Kristina Furlan vas prijazno pozdravljam in posebno čast mi je, da sedi ob meni gost s posebnim nakitom, ne na prstu, ampak ga lahko pa vidite na našem ekranu povečanega, kajti ni bilo ravno veliko v tem studiu, ki bi nosili Borštnikov prstan. Z nami pa sedaj igralec Ivo Barišič. Dobrodošli in še enkrat iskrene čestitke na že tisoče izrečenih čestitk. Dober dan in hvala lepa še enkrat. Tako, Ivo ne želi biti gospod in sva se dogovorila, da bo danes samo Ivo. Kako se pa počutite, sedaj, ko ste zapisani med nesmrtne? Nesmrtne. Pa ne poveva, zakaj, ne? Ja. Zdaj, podelitev je minila, zdaj počasi urejam misli, glede na to, da sem bil z vaše, se pravi z novinarske strani oblegan kot Stalingrad. Najhujše je minilo, ampak kot pravim, urejam misli. Navsezadnje sem pustil ogromno let v teatru in na to še pri filmu. Skratka, 50 let življenja sem preživel v teatrskih in filmskih krogih. No, že lani, ko vas je kolegica Mateja klicala po prijemu Primorske gledališke nagrade Tantadruj za življenjsko delo, ste dejali, da vas je kar spreletel skrh, ker ste pomislili, zdaj je pa to, konec. Ampak ni bilo, prišel je še tisti najbolj blesteča, z največ teže, najbolj želena, verjetno, čeprav pravite, da nepričakovana nagrada, posebej torej za vas, igralce. Popolnoma nepričakovano je prišel ta prstan. Novica me je doletela na Madagaskarju in moram reči, da, kot sem že velikokrat povedal, nisem verjel, jaz sem mislil, da me kdo heca s tem prstanom zaradi tega, ker je moj borštnik, zadnji borštnik, bil oktobra. Med tem časom so pa spremenili na konec sezone in jaz sem na to popolnoma pozabil. Tako da nisem verjel v to sporočilo, da tako rečem. In potem sem dal enemu prijatelju to sporočilo prebrati, on je pa dobil tak resen obraz. In sem rekel, Madonca, kaj pa je? In je rekel, veš kaj, to je čista resnica, Dobil si ga in zdaj si lahko vesel tega. Ste bili bolj vznemirjeni takrat ali ko vam ga je stanovska kolegica Marinka Štern nadela na roko? Ivo, pa si bom drznila vprašati, je bila to prva ženska oziroma oseba, ki je to storila pri 73, ste dočakali? Ja, res je, prva. Bila je prva Marinka. Moram reči, da me je zadelo bolj na Madagaskarju kot potem, ker kljub vsemu je trajalo nekaj časa, da sem se vrnil v Slovenijo in na nek način sem bil tudi v Mariboru, ko sem prišel popoldne, napaden strani novinarjev in dajal intervjuje, snemal in tako naprej. Tako da sem bil pri podelitvi že tako utrujen in sem komi čakal, da mine ta podelitev, ker je bilo prehudo, prehudo je bilo. Ampak seveda ob tem tudi, mislim, človek le občuti neko veliko zadovoljstvo, eno drobtinco je pa le dal zraven v to kulturno sredino, da tako rečem. No, delovali ste zares ganjeno, verjamem, da iskreno, pristno, ne zaigrano. Dolg aplavz ste poslušali, v dvorani, gledalci pa na drugi strani vaš zelo kratek govor z roko na srcu. Nam ga ponovite, preden vam zavrtimo skladbo po vašem izboru. Pa ne bom vprašala, če je še kaj za dodatne, ker mislim, da je v teh nekaj besedah marsikaj zajeto. Ja, seveda lahko ponovim. Rekel sem, bili smo skupaj. In potem sem se tudi zahvalil vsem tem, s katerimi sem bil skupaj. Sem noter pa spadajo igralci, režiserji, cel gledališki aparat in seveda publika. Brez publike ni teatra. In vsem moj globok poklon in zahvala.
Hvala tudi vam, da danes delite z nami teh zadnjih 50 let in bomo vas vprašali za konec tudi, kaj nas še čaka, ne? Ker ne glede na to, da ste že 8 let, vsaj na papirju v penziji se niste še poslovili. Od desk ja, ne, od kamere pa še ne. Ivo, morda samo še to, zakaj ste izbrali naslednjo? Leonarda, ja. Leonard. Kako ste si z glasbo? Ja, prvič mi je Leonard zelo pri srcu, zaradi njegovega stava, zaradi glasu in seveda tudi zaradi pesmi, ne? Pleši do konca ljubezni, kaj čete več? Z igralcem, dobitnikom Borštnikovega prstana in še marsikatere nagrade, Ivo Barišić, je z nami na Robinu. Pravijo, da se ti v ključnih trenutkih življenja ne odvrti film pred očmi. Se je kaj podobnega zgodilo na odru SNG Maribor, ko ste čakali na prejem tega prstana, to večno obljubo večne zvestobe gledališču? Ja, seveda, ne. Seveda. Nisem ji odvrtel film, pač pa me je zavrtelo v vihar, da tako rečem. V vihar predstav, v vihar nekih podob, vlog. In kot sem že večkrat omenil, sem pristal v Hrastovljah, v mrtvaškem plesu. To pa zaradi tega, ker sem v Korunovi postavitvi Ljudožrcev igral smrt. In potem čez nekaj let sem igral papeža v Zatonu sonca in slave v režiji Dušana Mlakarja. Med tema dvema figurama, da tako rečem, da uporabim to besedo, je pa cela plejada nekih ljudi, med katere spadamo vsi. In seveda sem mnoge upodobil, da tako rečem, ali jim vdahnil življenje. In zdelo se mi je, kot da vse te mrtve podobe, ki so med smrtjo in papežem, čakajo, da jih bom ponovno oživel. In res so se zavrtele z mano. Na odru. Ja, več kot 170 se jih je nabralo med to smrtjo in papežem od konca 60-ih let. Za 8 strani imam tu sprintanih, zato se Ivo kar nekoliko strašil. Ne bova šla, veliko premalo časa je za to. Ampak mogoče pa je kakšna, ki je ni med temi, pa bi si jo želel. Je ostala kakšna ta neuresničena vloga? Ne. Jaz nikdar nisem imel nobene posebne želje, da bi igral, ne vem, naprimer Hamleta ali kaj takega, ne. Mogoče se mi je enkrat zgodilo, ko sem na Dunaju v Burgteatru gledal Richarda III. V režiji, mislim, da je bil Pajman režiser, velik režiser. In ko sem gledal tega, zdaj imena igralca se ne spomnim, ne, ampak meni je bil grozen všeč. In seveda, jaz sem stal tam na stojišču, ker nisem imel denarja za sedež. Ne, na študentskem stojišču sem stal in gledal to predstavo in moram reči, da je napravila strahovit vtis name. In takrat sem si zaželel, da bi mogoče nekoč igral tega grbastega človeka. No pa pravijo, da se prve ne pozabi, katera je bila kje, s kom, kdaj, tam v 60-ih, ne? Torej, prva predstava, ki sem jo jaz imel v teatru, je bila Pepelka. Igral sem princa Dobromila, Stejo Glažar. Mislim, to je bila otroška predstava, ki smo jo zelo hitro naredili. In v zelo kratkem času smo odigrali 50 predstav tik pred novim letom, ker takrat je bil trend, da se otrokom ponudi kakšna predstava, igrica, tako da bodo veselo dočakali novo leto. In to smo mi storili. To pa pomeni, da smo zjutraj, to so tik pred 70 leti, ne? Ja, 70. Sokanu še. Leta. Seveda v Sokanu. Zjutraj smo se našminkali, oblekli, sedli v avtobus, nek star avtobus in se odpeljali
po celi Goriški in imeli na dan 3-4 predstave. Ko smo se vrnili, smo se abšminkali, kot mi pravimo, in šli domov spat, počivati in zjutraj spet na vse zgodaj, včasih zelo zgodaj, tudi ob 6 zjutraj smo šli na pot in spet oblečeni in našminkani v avtobusu in obiskali smo vse možne male, velike dvorane, kar je bilo na Primorskem. Ne. Pa pravijo res, da so otroci zahtevna publika in hitro pokažejo, kaj si mislijo? Ja, seveda, ne. Otroci so iskreni, ne. Otroci ne šparajo besed, ne šparajo čustev, ne. Niso kot mi, ki smo odrasli in pokvarjeni. Ja, čva povedati, 50 let je tega, ne, od te prelomne predstave, kot jo označujete, poostren nadzor, ki se je verjetno malo kdo še spominja, oziroma jo je videl, zakaj je bila tako prelomna za vas? Z Jožetom Babičem, pa še kom ste takrat, mislim, da nastopili, ne, na srečanju, ali kako je Veste kaj, Jože Babič, se pravi direktor teatra in umetniški vodja, je organiziral v Gorici srečanje malih odrov. To je bilo srečanje, na katero je prišlo ogromno ljudi iz cele Jugoslavije. Iz vseh teatrov so hodili v Gorico in imeli eksperimentalne predstave, kot smo takrat rekli. No, mi smo v ta namen z Iztokom Torjem, ki je režiral to predstavo, delali poostreni nadzor. Poostreni nadzor je predstava dna, da tako rečem. Žene je cesar dna, da tako rečem, ali poet dna. Se pravi, živo je med zločinci, kriminalci in tako naprej, in je to tudi opisal v svojih delih. Delali smo strahovito zagnano s Torjem, in zaradi tega imenujem to predstavo kot prelomno, zaradi tega, ker sem neke stvari kot mlad igralec spregledal. Vsak mlad igralec ali ne vem, ali novinar, ali zdravnik, ali ne vem kdo, doživi v življenju neko prelomnico, nekaj se zgodi, da začuti nekaj, kar prej ni čutil, če poenostavim zadevo. In tako sem tudi jaz kot mlad igralec začutil neke stvari, ki so se skrivale znotraj tega strahovitega dela. Ampak od takrat je šlo samo še od tega dna navzgor, ne? Pa ste od vedno vedeli, da bodo deske gledališke vaš drugi dom. Ne nazadnje me je malo zmedlo, v Kranju ste recimo obiskovali industrijsko šolo, sicer naj povemo rojeno v Ljubljani, šola v Sežani, torej ne odvedno, ne, prav zapisan čisto primorski in goriški. Ne, v Kranju sem se srečal s teatrom, zgodilo se je namreč naslednje. V dijaškem domu me je nekdo vprašal, če bi vskočil v predstavo. Prvič, jaz sploh nisem vedel, da tam obstaja ta dramska skupina, in sem rekel, ja, v redu, pa bom, ne. No, in sem vskočil v to predstavo, ker je nekdo zbolel, in to je bilo istega dne, tako da je bilo vse zelo na hiter, ampak to srečanje s temi mladimi sovrstniki, ali pa deva temu reči igralci, in z režiserjem Lacijem Cigojem, torej takoj so me začarali. In od takrat naprej sem jaz sodeloval v tej skupini in imeli smo se imenitno. Še danes imam z nekaterimi kontakte, čeprav je minilo že, ne bom povedal koliko let, ne, skratka veliko let. Vse skozi, pod kar ste prišli v Gorico, ostali tu od prvega dne verjetno delovne dobe do zadnjega. Kaj vas drži? So vas premalo snubili drugot, ali? Ne, Primorska je Primorska. Primorska ima svojo čarobno moč, razen tega je tu Italija, mislim sonce, blizu je morje, špageti, pica, skratka neko veselje, ki ga drugje ne ponujajo v takem obilju kot na Goriškem. Ampak vseeno pa radi zbežite, ne, kam toplejše kraje, drugam si privoščite, sedaj si date duška, čeprav ste tudi s teatrom, ne, obredli kar precej sveta.
Ja, s našim, kot jaz pravim, paradnim konjem, plešasto pevko, smo obredli celo Južno Ameriko, Evropo in povsod so nas strahovito lepo sprijeli. Vedno ekstremen, ekskluziven, prefinjen, drugačen, iskalec najbolj oddaljenih resnic. Tako vas je Ivo Barišič opisal Diego Debreja. Je Teater absurda izbral vas, ste vi njega. Skratka, če smo omenili recimo nekaj imen, gotovo ne smemo spustiti tudi Vita Tauferja, ne? Ja, seveda, na vsak način, ne. Vito je napravil paradnega konja, se pravi plešasto pevko, napravil je Godoja, napravil je Konec igre, ne. Vito je izbral svojo ekipo, v kateri sem bil tudi jaz, in potem sem bil prisoten stalno pri njegovih projektih. Njemu gre velika zahvala, da smo lahko skupaj delali, in seveda gre zahvala tudi vsem soigralcem, ki so bili z mano. Ujeli smo se, kot pravimo, ali pa bila je med nami kemija. In to je zelo pomembno v teatru, vsaj jaz tako mislim, ne, da je ekipa uigrana in da se razume med sabo. No, in da je spoštljiva, seveda. Ampak za ekipo so tudi tisti pred odrom, okrog odra, za odrom, pot in ne vem še kje nad, ne. Tudi oni so del ekipe, čeprav vi potem poženete ta aplavz, ne. Ja, res je. Vsi so sodelavci in brez njih ne bi bilo predstave ali pa ne bi bila tako uspešna, kot je lahko. In tukaj mislim, da se moram zahvaliti še posebej tehniki, aparatu gledališkemu, se pravi upravi, direktorju, v mojem primeru Sergeju Pelhanu. Potem so tu delavnice, maska, šiviljska delavnica. Vsi ti ljudje spadajo v teater, v krog predstave. Brez njih ni teatra, ni predstave. No in veseli nas, da vas lahko saj na ekranih oziroma filmskih platnih gledamo, čeprav ste se nekako ločili, ne, od gledališča. Ko so nekoč Iztoka Mlakarja vprašali, ali hodi kaj v gledališče na druge predstave, je rekel, da je to tako, kot bi hodil strojevodja po službi na železniško postajo gledati vlake, ne. Velja to tudi za vas? Ja, ali sedete med občinstvo? Jaz sem se odločil, da ko grem v penzijo, da odrežem teater, da ga imam shranjenega tako, kot sem ga imel, kot sem ga videl, kot sem ga delal, in sem se odločil, da bom delal še na filmu. Ker mislim, da sem v teatru dovolj naredil, nikdar ni dovolj, ampak da bom posvetil zdaj ta del življenja filmu. In moram reči, da sem imel kar veliko sreče, ker sem v tem kratkem času posnel kar nekaj odmevnih filmov in sem tega zelo vesel. Tudi Vesno si zaslužili, ne nazadnje, z Janom Cvitkovičem, s katerim se že obeta novo sodelovanje? Ja, govorila sva po telefonu, skratka, on si je zaželel, da bi posnel nekaj kratkega, en short movie. Bomo videli zdaj, kaj bo, ker nimam še vseh podatkov in se bom ta teden z njim srečal. Ko vas novinarji spustimo, torej iz krempljev, ne, pa še neke obveznosti imate danes, tudi sprejem pri županu. Med drugim sicer pa si lahko gledamo, ne, Vesolje med nami, torej Ivo v vlogi Hermana, mladinski film, poseben izziv? Ja, seveda. Slep sem, slepi stari astronom. Pa ne prvič, ne, slep na eno odru. Na odru sem bil slep v koncu igre, oziroma sem imel prelepljene oči, medtem, ko na filmu sem pa slep, mislim, nimam prelepljenih oči, ampak gledam. Sem pa slep, kar je bil zame izjemen izziv in moram reči, da sem bil tega izziva zelo vesel. Ampak je bilo huje tisto barvanje, lakiranje nohtov 12 let, gospe Smith v plešasti pevki? Veste kaj, glede nohtov vam lahko samo to povem. Z lahkoto mi jih je maskerka nalimala. Težje je bilo
to, da je dol, ne, ker to je treba pa trgati dol in ta aceton ali ne vem, katero topilo je, sicer nekaj pomaga, ampak meni se zdaj grozen boleče. Tako da sem se dostikrat spomnil na zobozdravnika. In da ni lahko biti vedno ženska, ne? No, ne bom vode na svoj mlin. Predvidevam, Ivo, da potujete s knjigami v kovčku, sedaj ne več po službeni dolžnosti ali pač? Ja, seveda s knjigami. Kje sem bil na Tajskem in sem s sabo vzel najnovejšega Dostojevskega, ki so ga izdali, taka debela knjiga je in sem tam veselo prebiral cele popoldneve zaradi tega, ker je bilo prevroče, da bi šel ven. In še marsikaj bi lahko povedal, ampak verjamem, da bo še kakšna priložnost. Pa naj sklenem z besedami vašega soigralca, večkratnega Radoša Bolčine. Takole je dejal po delitvi Borštnikovega prstena: besede, ki jih izgovarjamo, ostajajo v igralskih dušah zapisane za vedno. Katere so tiste najglobje zapisane v vaši duši? Jedli smo juho. In to brez tiste dolge pauze spredaj, ne? Hvala lepa, ker nas čas preganja. Vsak aplavz, danes vam lahko samo z Gregorjem, zaploskava v etru. Drugačen je bil tisti morda na odru mariborskega gledališča poseben. Če se spomnim, najprej moram omeniti aplavz v Novi Gorici in sicer pri Tantadruju. Moram reči, da sem bil presenečen. Bil je neskončen aplavz. In prav tako seveda v Mariboru. Radio Rubin.